To je pa bistvenega pomena, kajti tudi osnutek pomeni, da je bilo to prvo branje in tudi 21. decembra pričakujem, da bomo sprejeli predlog, ker je bil izredno dobro podprt strani vseh svetnikov in ta bo pa omogočil potem razpis, mednarodni razpis za podelitev koncesije najprej za lesno-predelovalni center, potem pa tudi v kombinaciji sam dolb, torej to pomeni daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in sem v bistvu zelo vesel, da imamo mi na občini sprejete dokumente, da lahko potencialni investitor takoj začne torej z projektiranjem in pa posebno samo umestitvijo tega centra na degradirano območje Gramoznica Graben v Radovljici. Predstavljen pa je bil tudi poseben projekt, ki ga je predstavil direktor komunale Matija Žiber na vstop v projekt Zero Waste. Tudi to je res, mi se že dalj časa prizadevamo v občini, seveda preko naše komunale, da bi ljudem nekako, da bi jih ozavestili, da moramo res ločevati, da moramo ustvariti čim manj odpadkov. No in s tem vstopom v ta projekt, to je evropski projekt, bomo nekako do leta 2026 zagotovili zmanjšanje teh odpadkov. Seveda v tem momentu lahko rečem, da smo že pričeli s projektom, sama štacuna Brvač predeluje še uporabne predmete in preko inštitucije Vincenza Draxlerja nam to zelo uspeva in okoli 20 ton bi sicer bilo odpadkov, jih zdaj ni, so predelana in pa po simbolični ceni potem tudi prodana ljudem, ki te predmete ali pa izdelke rabijo. Seveda tudi prejšnji teden smo s 6 občinami podpisali sporazum o recikliranju, torej elektronskih naprav in baterijskih naprav. Tako da gremo lepo korak po koraku in da bomo v teh letih sledili napredek tega ozaveščanja ljudi in pa sami podatki bodo kazali, kako smo uspešni pri tonažah, ki jih pa pač dajemo na ta zbirni center pod Malo Mežakljo. No, svetniki pa so potrdili tudi sklep o pravici pitne vode. Ja, to je sicer predlagal gospod Trček. Bilo je nekaj, bom rekel, pravzaprav pri samem predlogu našega dnevnega reda pomislekov, no, ampak potem so izglasovali to točko in je bila tudi potem podprta samo z enim glasom proti in sem bil v bistvu vesel, da se je tudi naša občina z občinskim svetom pravzaprav potrudila, da prepričamo državne svetnike in poslance, da vendarle razmislijo o vodi, ki pa je izrednega pomena za vsakega posameznika.